pa nekaj besed o vnašanju podatkov v CRM sisteme. Prodajalci pravijo, da je to glavni razlog, zakaj ne marajo CRM-jev. Prav veliko drugače ni niti v oddelkih podpore strankam in v kontaktnih centrih. Vsaj doslej je bilo tako. Vnos novih zahtevkov strank za podporo je en tak tipičen primer. Sploh, če vam stranke lahko pošiljajo zahtevke po podpori preko različnih komunikacijskih kanalov. Sej veste, časi, ko je bil za stranko dovolj telefonski klic ali e-mail, so že davno mimo. Danes stranke od vas pričakujejo, da vam lahko zahtevke posredujejo kadarkoli in od kjerkoli. Mailu in telefonu boste prej ali slej dodali tudi SMS, Viber, morda WhatsApp, pa seveda tudi Facebook Messenger, kak chatbot, mobilno aplikacijo ali portal za stranke. Omnichannel pristop pomeni, da enotno obravnavate vse zahtevke strank, ne glede na to, kateri komunikacijski kanal oziroma kanale si je posamezna stranka izbrala za komunikacijo z vami. To pomeni, da mora rešitev omogočiti odpiranje zahtevkov strank v CRM, ne glede na kanal. Danes bi vam pokazala, kako se lahko ročnega vnosa zahtevkov strank pri izvajanju vaše podpore strankam v celoti znebite. Predstavljajte si, da bi za vsak po mailu prejet zahtevek stranke za izvedbo neke podporne aktivnosti vaš HubSpot Service Hub sam prepoznal pošiljatelja, njegov odnos z vami v CRM sistemu in glede na vsebino sporočila tudi strokovno področje oziroma kategorijo, kjer potrebujejo pomoč. Analiziral bi tudi ton sporočila in ocenil nujnost in pomembnost stališča stranke. Takšna avtomatizacija pomeni manj organizacijskega dela za vas in več časa za stranke. Danes HubSpot CRM s pomočjo umetne inteligence razume vsebino prejetega sporočila in zna tudi opredeliti vrsto zahtevka, poiskati podobne primere pri tej in drugih strankah ter vse skupaj posredovati v izvedbo najbolj usposobljenem agentu za ta konkreten primer. Kaj je lepšega, kot dobiti vse na pladnju? AI na osnovi vsebine sporočila stranke, trenutno veljavne vzdrževalne pogodbe z njo ali splošnih pogojev poslovanja, avtomatsko ustvarjenemu zahtevku v HubSpotu pripne tudi informacije o dogovorjeni ravni storitve stranko, tako imenovani SLA, podlago za obračun del, povezavo do koristnih vsebin v bazi znanja, predvsem pa pregled nad strankino zgodovino in komunikacijo z njo. Več od tega bi bilo le še, če bi AI stranki tudi kar sam podal odgovor. Ampak ne bo to za drugič. Za začetek najprej rešite svojih ljudi ročnih vnosov v vaš CRM. Do naslednjič!